Dobro jutro. Upam, da ste v redu, da ste hidrirani, da se nastavite soncu, da se zujete čevelj in greste z boso nogo probat, kaj naredi to z našim telesom. Ej, jaz sem dobil eno novo mašinerijo, pa ne vem, kako bo to slišati, ali je slišati, bomo probali. Nekaj se probam pohecati s tem novim likom, ne. Bomo probali malo skozi humor pritisniti, v smislu lažnivci barabe, pa kako je vse čudno in vse je čudno narobe. Ne, nič ni čudno, po njihovem je to vse prav, zato ker je narobe. In sem blazno vesel, da živimo v epohi, kjer nam je dano videti, prepoznavati, what the heck is going on, kaj se tu dogaja, pa ki smo mi to živeli, zastopaš lažnivci do milijarde, zastopaš in se delajo neumne do milijarde, ne. In spet po drugi strani tarče, žrtve, konec koncev ljudje, ki smo prenašali na zemljo to energijo in oni so nam uturili v glave nekaj, mi smo pa to v teh glavah vrteli in smo njim kreirali. Dajmo se jutri umika. Alenka je že davno nazaj govorila o tem, pa ni ona edina. Vsak, ki se enkrat prebudi, razširi to zavest, zavedanje, kje smo, pravi, vabim te, ne rabiš biti super, ne vem kaj, spust. Ne gre, spust, vse skup. Pust je pri nas. Pust. Ne gre. In dajmo spustiti ta osran sistem, dajmo spustiti, ne, oni grejo svojo lažnivo pot brez nas. Ful dober predlog sem videl, če bi dali mi, recimo, če bi vsi ljudje rekli, ne plačam več nobenega davka in prispevka in nič, kao 60 dni, in da se zgodi tudi totalni kolaps države, ker pač država tudi plača vam, ker vam je nekaj dolžno 60 dni najmanj, do 90 dni imajo rok plačila. Banda hudičeva za tiste 3, 6 ali pa 46 evrov zastopaš, morajo pa zdaj preračunavati, mislim. Hudič je res se zalegel v vse naše pore. Jaz probam ves ta čas, kar sem prisoten, nekje zavestiti, dati vnaprej, da živimo v lažnivem svetu, v iluziji. Svet ni tak, kakor nam razlagajo. Tole ni kugla. Jaz sem zdaj kupil neko kamerco, pa je vse okroglo, kar skozi njo pogledaš. Da pač kupaš drugačno lečo, pa je zemlja okrogla rata. Pa mislim, kako so nas imeli za bedake. Mi smo jim pa verjeli zaradi tega, ker smo bili indoktrinirani. Mi smo se vzgajali v to, da živimo na kugli. Ne more kugla obstajati, pika, stop. In ni bil noben na Luni in 38 milijonov so oni kasirali NASA za lunarno vozilo, ki je bil nek star džip, ogrodje od džipa, pa neka marela okrog obrnjena, pa neke gume z nekimi črticami narisane. In takrat, v tistem času, je bilo to še nekako mogoče malo ZF, znanstvena fantastika. Zdaj pa to vidiš, da je ena velika balalajka. In ta svet, tako kot pravi Louis Armstrong, je prečudovit. Ne pa tako, kot pravi Neil Armstrong, majhen korak za človeka, velik za človeštvo, ne. Budale lažnive, ej. In oni so probali, kaj vse se nam lahko zlažejo, ne. Dingi-dongi, dingle-dongle, kaj že. In so se nam zlagali tako, da lahko moški tudi zanosi, a ne. Ja, valjda, če zgleda kot moški, to še ne pomeni, da je moški. Vse spole so zamenjali. Moški so ženske, ženske so moški. In v knjigi Razodetja piše, ali v Bibliji, ne vem ki, da ko se bodo spoli menjavali, takrat bo konec časa. Evo, in tu smo, dragi moji, še vedno nimate dovolj te moči, da bi rekli, zdaj pa dost, ne. Ne z lopato, ne zdaj upor v smislu, kot smo jih vajeni z vilami. Uprt se sam pri sebi, pa reči, jaz tega ne kupam, jaz se od stvari distanciram. Ničesar ne porivam, ničesar ne vlečem k sebi, samo sem. Biti prisoten tukaj in zdaj je edina stvar, ki jo moramo.
Spomnite se, kaj so nam razlagali. Je kako pa boš, kaj bodo pa rekli, kako je pa bilo tebi v preteklosti, pa kako pa banda ena pusti me primer, jaz sem tukaj in zdaj le snemam video. Prejle sem pekel, že zamesil kruh. In tako jaz v tem uživam, ne zanima me, kaj bo jutri. Ne vem, ziher bo en lep, prečudovit dan, ampak tukaj in zdaj. In ta tukaj in zdaj od nas zahteva express yourself. Torej, izražaj se v tem, kar si. Ne moreš biti lažnivc, pa izražati laži. Ne? Mislim, to so počeli valjda, ne? Ampak pristen biti, ne rabi božjih zapovedi pa bontona, da nekomu ne stopi na živc, da nekoga ne užali, da nimamo potrebe po tem, da koga užalimo. Vendar, kadar smo v obrambni poziciji, pa moramo znati tudi pritisniti pa reči ne. In tle narcis tako je reče, zdaj smo pa užalil, pa sem pa prizadet, pa kaj sem pa, ne, vse sort banane. Nikoli ne dovolite, da v vas prčrvičijo. Skratka, bodi in se izražaj. Express yourself. Bodi pozoren, aware od vsega. Od tega, kako se premikaš po kuhinji, ali kako se pomikaš po ulici, ali kaj ljudje počnejo, kaj imajo za ene grimase. Bodite pozorni. In na tak način boste lahko lažje spoznali in prepoznali to igro. Ne, jaz sem dal zdaj, veš, vsak objekt je s kamero, video nadzor vsega, ne, pa ti prideš, pa boš uradnika posnel neki, to pa prepovedano, ne, to pa ne. Čakaj, pa zdaj to. Ne, to pa ne, nas pa ne boste snemali, mi smo uradne osebe in moramo delati narobe, pa ne snemati, ti si kriv, ne. V tem kontekstu, ne, bedarija, vrh bedarije. Pa vsej po drugi strani je to zrelo za kazenske ovadbe, pa ne morete vi delati nekaj, kar je čist kontra, od nas pa zahtevati čist stvari, ki ne pijejo več vode, ki grejo v totalno izčrpavanje. Ta država crkuje. No in jaz sem tle napisal vsi, ne, lažejo in izdajajo drugega, kaco pa mladi zdravniki, ne. Ja, veš, to sem naredil včeraj malo parodijo v kontekstu, oni lažejo vaš čas, ne bom uporabil besede, do amena, res so lažnivci do bolanga, ne? In mi moramo se zavedati, da lažnivc ne neha lagati, ne? In zdaj pride izjava, ne, ko Kacin reče, ja, zdaj pa tako, ne, mladi zdravniki so predlagali masko, jaz kot Kacin sem pa sem pomagal, da se je njihova ideja uresničila. Ne, vsi peremo roke, Kacin, Ampak, a zdaj govoriš resnico? Ne, dragi moji, tudi zdaj jo ne govorijo resnice. Zdaj so najdli eno žrtveno jagnje, pa ne, da zdaj zagovarjam mlade zdravnike, ker ne vem, če me pravzaprav keč, pa niti me ne briga. Ampak Kacin laže, je lagal prej, je se skrival po tunelih, pa v bunkerjih, takrat, ki je bila vojna za Slovenijo, pa si poberal zasluge kasneje, pol je natikal na maske, kot govornika zastopaš, da ni noben rabil, nič, on je bil sam še gobec od teh drekačov zadaj. Ti drekači zadaj so pa akte, pa ne vem kaj podpisovali, ker so jim uni gor narekovali, razni VHO-ji in NVO-ji, ne. Pa by the way, v Davosu že ni bil Klaus Schwab. Tisti, ki je zgledal tako kot Klaus Schwab, ni bil Klaus Schwab. Ker Švabov Klaus visi, je obvisel, izvisel. Tako da nič se bat, nič ni tako, kot izgleda, tudi z naše strani več ne. Pa ne lažejo še naprej, ker mi je všeč ta plan, ta zaupaj planu, ne zaupaj stroki. Višji plan je in ta višji plan pele s kirurško natančnostjo, točno tam, kjer mora. Če tudi vi mislite, da so naven stvari izgledajo grozno nepravične. Morate vedeti, da je nepravično bilo vse in nepravične že mi sploh še ne poznamo, ker jih višji plan že pozna in jih eliminira enega za drugim. Vse bo dobro, vendar vsak od nas mora definirati, kdo je. No, skratka,
Stroka pravi zdaj po tem novem, ne, da jim taki moramo zaupati, ta kvazi lažniva stroka. Zdaj proba nekako vse druge, veš, tako kot kacin, zdaj na mlade zdravnike pokazati, da so krivi, ne, da smo maske nosili. Tako probajo zdaj ti strokovnjaki zdravstveni razlagati, da so klimatske spremembe krive za srčne infarkte, da se je splošno znižala telesna temperatura človeka, ne, in da so za krvne strdke kriva jajca. Ne? Mislim, katera jajca, mislim, a se zastopimo, kakšne laži poslušamo. Ne more ta stvar peljati naprej, da nek urednik podpiše, da gre ta članek ven, a veš, stroka gor pa stroka dol. A so novinarji ali niso novinarji? Valjda, da niso, so samo podaljšani gobci tega, kaj jim je naročeno. Torej, morajo prenehati svojo dejavnostjo, ne? Pa sej bojo, kar naj se še do konca nasmolijo, da imajo res prste, ne samo prste od marmelade, ampak celo roko ne imajo od marmelade, da bo očitno nam, kdo je bil lažnivec. Pa dajmo se v tem času, ko spoznavamo, kako so oni začeli limati, ne, pa dajmo se mi v tem času zabavati. Dajmo sproducirati humor, dajmo sproducirati veselje, dajmo sproducirati dajmo jim pomagati, ne? Kdo je dal članek o jajcih? Ja, bravo, ne stroka, dajmo mi z imeni, kdo je tak je napisal? Ne? Od koga pa si ti, zdaj se bom zmislil novinar, Koko Poko je to objavil, a ne, da so jajca, Koko Poko, ti koga si pa ti vprašal, da ti je to povedal, ne? Ja, stroka, daj pa ti meni poved, kaj stroka, veš, to je tako, da bi rekel pohištvo, omara ali pa pohištvo, s katero omaro si se pogovarjal, ne? Ja, stroka je rekla, ampak s katerim omaro si se, s katerim človekom si se pogovarjal? Ja, on je že v laži noter, ne? Vse kul, kar naj se namočijo in ne grejo čist do konca. V kozi rok, kjer jim vrnitve nazaj ni, nič bad. Sem večkrat opozoril, in doktori, in medicinsko osebe, in koncu, in policija, in sodstvo, in vse skupaj, dajte piška pomagati človeštvu iti naprej. Ne gre. In tle pa pravi celo, takole eden od zapisov, napačni ljudje nas naučijo pravih lekcij. Ja? Torej, vse to, kar mi gledamo napačnih, lažnivih stvari, bodo nas naučile tistega, kaj je prav. Noben od nas ne rabi brati bontona, pa brati 10 božjih zapovedi, kako, kaj je treba, pa kaj se ne sme. Noter moralni kompas že dela. Jaz vem, da nočem delati tistih stvari drugim, ki ne želim, da jih drugi meni. Jaz ne rabim imeti v kamnu vklesanga, ne ubijaj, recimo. Ne, jaz ne. Ampak zato, ker imam tukaj noter in to od nekdaj, sem jaz sam sebe poslušam. Nekdo drug je pa dobil dinarčke, da je počel te stvari, kljub temu, da je prepovedano. Ok. Zdaj mogoče, ker smo pri lažeh, ne, jaz ne toleriram laži in lažnivcev. Res ne. Zaradi tega, ker vsaka laž ima zadaj svoj nek namen okoriščenja. Ne? Jaz naj bi delal pošteno, oni naj bi pa kradli, pa meni se lagali, da je to, se nekdo znajdu, pa ima pač več tovaren, več trgovin, objektov hudih. Pač on je pošten, ne? Ne verjamem, jaz temu ne verjamem več, ker ne verjamem nobenemu več. Vem pa, da je svet lep in čutim, da je ljubezen prisotna in vem, da je mir tisto, kar se da in se mora imeti, pridobiti, vzdrževati in braniti. Tako da ja, lažnivcev ne prenašam, sem zelo prijazen človek, nisem pa neumen. In nam bi radi dopovedali, da smo neumni. Butalci so šli korak dlje in so rekli, no, pa pejmo mi pogledati, kdo je tu zdaj nor. Ne? Vse butalci so neka te vrste parodija na vse skupaj. Spet se da tolmačiti, kakorkoli češ iztolmačiti. Tudi cerkniški pust ima svoje lepe korenine, pa se bojim, da je zapeljal v napačne vode. Bojim, nič se ne bojim, vem. In zdaj, ko smo že glih pri pustu, maske, ne, ki jih tumbajo zdaj v teh zdravstvenih ustanovah, pa lekarnarji, ne, lekarnarji so prav prvi, ki bi mogli kaj prebrati, kaj piše na škatlicah, pa še zdaj ne preberejo, da piše, da ne deluje proti virusu ali pa nič ne dela.
No in tam še nabijajo s temi maskami in vidim, ljudje še kar nosijo te maske. Pa si mislim, to ni nič veze z zdravjem. To je znak pripadnosti, znak sklonjene glave. Če si ti rekel, da bo tako, da mora tako biti, pa naj tako bo. Jaz ubogam, jaz sem tvoj, a ne? Tako da malo bodite pozorni, ljudje, ki nosijo maske, s tem izkazujejo svojo pripadnost. Včasih so nosili neke značke, pa titule, pa ne vem kape, vse sort, zdaj pa nosijo maske. Malo bodite pozorni in nič hudega, oni komot nosijo to, bom rekel, zaščitno masko, zaradi tega, ker itak že cel life nosijo maske, v bistvu da nekaj so, čeprav to niso, skrivajo se pod neko namišljeno namišljenim izgledom samega sebe na ven. Recimo narcis v publiki izgleda super med ljudmi, a ne? Za 4 stenami je pa zver, pijavka, pošast, ki v bistvu uničuje človeka znotraj 4 sten. In on ima tak dober trik, da v bistvu je zunaj tako zelo prijazen, ne? Da v bistvu, ko žrtvu reče, stari moj, pa ta človek je cela zver, mu tle okolica reče, pa kaj je s tabo, polega, pa super je ta človek, ti si čist neumen, ti si za obolenca, ne. In tako je ta sistem funkcioniral s pomočjo vseh državnih inštanc, aparatov in tako naprej. Ampak dobro, vse bomo, ne. In zdaj jaz dostikrat ponavljam, pravim, mir, ljubezen premaga vse, ali vsem vse odpuščeno, vsem nehati treba. Pa bo kdo rekel, od ljubezni se ne da živeti. Mora biti prisotna ljubezen. Sem pa vmes v tem času večkrat pokazal ta, bom rekel, bojevniški duh ali pa zmajev ogenj, ne? Mora biti prisoten, ker ne pustiš enih stvari. In samo na ljubezen so pa prišli v nas, a ne? Zato je potrebno imeti ljubezen in mir in bojevniški duh, kjer nečesa ne dovoliš. In dajte se malo pokontemplirati, kaj vse dopuščate, sem zato, da bo mir, nekaj naredite, pa šibejke, pa še to narediti, a bi ti meni tole, pa sem te klical, pa te ni bilo, gonte so 3 krasne, jaz na svoj mer, jaz sem svoje nalogice za rešiti, a ne? Mi je ful dobra, ena izmed simptomov vnebovzetja, ne, če to tako imenujemo, je tudi težave s spominom, ne. Jaz pravim, mi se bomo morali spomniti marsičesa, spomniti, kdo smo in tako, ampak kratkoročni spomin me pa daje, ne. Pa ne, v bistvu je prav. V bistvu sem se spomnil, zdaj 3 stvari sem v zadnjem dobrem tednu, ker sem jih nekaj obljubil, ni panike, veš, da ti bom zrihtal, in a veš, da sem direkt pozabil, ne. In pol, pa si obljubil, jaz moram res pisati. In smo pozabljivi, to sem vam večkrat rekel, piši, ker stvari letijo iz glave ven, sploh če hočeš kaj dobrega zamemorirati. No, jaz si nisem napisal in valjda sem pozabil, ampak mi je po včeraj se utrne ideja, obljuba dela dolg, a ne? In mi smo marsikaj obljubili in na dolg so nas ujeli. Pa ne govorim te situacije, ki sem jih imel, niso bile take, v življenju sem jih pa imel precej. V kontekstu, nekaj sem obljubil, pos pa mogel narediti, pos pa namesto, da bi veselo, svobodno na pikniku se, ne vem, roštiljal, ne vem, brcal žogo, metal frisbee, ne, še moram zrihtati, pa telefon, a si že, a boš, dej, mulci, moramo iti domov, ker moram jaz spet delati, sem obljubil, ne. In je v bistvu uničen ta mir in tako naprej in zabava, konc koncev. Kaj sem, da sem prišel? Obljuba dela dolg, tako. Marsikaj smo obljubili in smo dolgovali in to je tista stvar, ki nas je žrla. Zdaj pa iz druge strani, obljubili so nam lepo državo, drugo Švico, obljubili, da bo s cestami zdaj v redu, obljubili, da zdaj pa in njihovih obljub od tega se ne zgodi nič prav dost, ker v bistvu oni obljub pa ne držijo. Prav nič.
oni pričakujejo, da bomo mi to vse pozabili, ker smo pozabljivi. Ne? A veš, in ni to tako, ene stvari si je treba zapomniti. Kdo je kričal maske, kdo je rekel CPC je obvezno, kdo je rekel, da ne smemo v trgovino brez QR kode, komu je bilo že treba dokazovati QR kode in tako naprej. Teh stvari kar ne pozabiti. Pa, hvala Bogu, je tako, ko smo sledeni, mi, vsaka naprava naša, smo sledeni, so izsledeni tudi oni. A ne, tako da kdorkoli misli, da se bo še skril, je leto zajca, ja, bi oni bežali v zajčje luknje, smo se mi malo poglobili v globino te Alice v čudežni deželi, ne, v zajčjo luknjo, ki rabbit hole nikoli nima konca, ne, ja, prav tako. Ja, leto zajca, super. Ok, se pravi, zmajev ogenj je nujno potreben. Jaz sem tle v to kategorijo dal bojevniški duh, da imaš pogum, da si se sposoben razbesneti za svoj prav. Ne? Ko pride 2, 3, 6 narcisov, pit živce, da rečeš, dosti tega, banda hudičeva, ne rabiš nič niti na glas reči, ampak se obrneš, odstraniš, se distanciraš, odlepaš od tega. A veš, biti vedno prijazen, ja, pa oni so tu skozi črpali, ne jim dati, fuck off distančnik, ne. Jaz sem svoj preboj doživel na osnovi jeze, ker sem rekel, jebem vam mater, jaz vam bom vsem goltance vam potegnil, žnivci, eni hudičevi, en bolj kot drug, ne. Mene je ta scena prebudila, ne. Prebudila, da sem rekel, pa bem v mater, jaz se tega ne greme, pa vi boste pijavke totalne, ne, A, B, C, D, E, F, G, H, in kaj se šteješ, pa ugotoviš, da potem pa si se sposoben pomiriti, ker razumeš. Samo nerazumevanje nas je delalo, v nerazumevanju so nas držali, a veš, oni so rekli, zemlja je okrogla, kako pa to, pa so bile začele pa enačbe padati, ne. Peš, kako ne zdaj razumem ukrivljenost, pa gravitacija, pa sfera, unosfera, pa oblaki zdaj malo grejo sem, malo sicer zemlja se vrti, vse narobe. Ampak ne razumeš, ne, Turšič, ne, to res si ti malo neumen, ne, mi smo pa pametni. Ne, zakomplicirali so stvari, da jih itak ni noben razumel. In indoktrinirali tu betine, da se je folk v današnjem času še vedno pripravljen kregati, da je kugla okrogla in da se valjda vrtimo, ne, da nismo mi palačinka. Sej nisem rekel, da smo palačinka, sem to, kar nam razlagajo, pa ne drži, ne more držati, no way. No in seveda, da se vrnem na ta zmajev duh, integriteta. Integriteta, poglej, ta komad od zadaj je naredil Aki Rahimovski, krasen glasbenik, ne vem, če je pokojni ali ni, ali je to vse zaigrano. On je bil prebojen davno in je rekel, naše zastave uvijek so iste boje, na njima ljubav caruje. Tako da nikoli se ne predamo in se ne predajamo, ker so Slovani pred nami vedno zdržali vse pritiske in smo bili najbolj napadeni. In naj živi duh slovanski, živel ti boš večno. Duh, ne telo. Telo se reinkarnira, ampak duh ostaja. Tako da dajmo ničkrat imati tega slovenizma noter. Mi smo evropski indijanci, pleme, a veš, prvo pleme, ki je v bistvu tudi najbolj napadano, no, konc koncev. Se ne vem, še kaj v Atlantido nazaj, pa ne bomo šli. Resnica kot taka je vredna boja in tega ognja, da greš skozi stvari, ki jih ne razumeš, da si upaš stopati korak naprej, je vredno, zaradi tega, ker je nagrada nemudoma velika, ker to je razumevanje in lastni biti, lastna integriteta, vse se ti poveča in prežemajo te nagrade milosti, blaženosti, spokoja, poguma in vsega naenkrat. Jaz ne znam niti vsega opisati, se borim ka lev, a veš.
uvijek so iste boje, ne, zamenjajo se one kar tako malo, a veš, se bomo pa malo zamenjali, zdaj smo rdeči, zdaj smo beli, zdaj smo zeleni, zdaj smo LGBT, zdaj smo mavrični, a veš, ni ljubav, so oni tel to mavrico, vse so jo, še mavrico so nam vzeli, ma pride, bomo si mi to vzeli nazaj. Nismo vedeli, ne, res nismo vedeli. Narcisi pa vejo, kaj počnejo, pa se delajo neumne, to je bistvena razlika, da jih, in zdaj tudi tisti, ki se noče prebuditi, ne, ker je del sistema, ga ne moramo in ga niti se ne bomo trudili. Tukaj so informacije, pa padajo itak, poliva resnica svet, tisti, ki hoče, bo zaplavil, tisti, ki pa ne bo pa utonil. Žal, konc ne bo za vse, zavedajte se tega, najbolj pomembno je, da rešite sebe. Jaz sem tudi reševalec in se spomnim, je bila ena izmed ful dobrih stvari, ki sem jih osvojil, je bila ta, kadar koga rešuješ, najprej pazi, da si ti zavarovan, ne? Da ne boš med tem, ko nekoga vlečeš iz deroče reke, da ne boš ti spodrsnil, pa padel noter, pa bomo imeli mi zdaj dva v tej deroči reki. Najprej moramo mi na sebe pomisliti. Je džabe, rešujem, ja, zdaj sem pa čofno noter, ker sem neroden. Ne nuca ta pomoč, ne? Ok, to. Ok, ta laž se bori, in laže do obisti in se bo borila do konca. Pričakovala je ta laž, da se bomo mi utrudili, pa se ne bomo. Resnica se bori še dlje in še močneje. In še močneje delimo drug med drugega resnico, drugemu vlivamo upanje in se zavedamo, da tisti časi, davno, ki so se jih mogoče še medlu spomnimo, so bili krasni in jih je treba prepeljati nazaj. To človečnost, to družbeno, rekel, dajmo skupaj neki, fantje, bomo naredili tle neki, če drugega ne pa piknik plac, ne, zdaj tudi na per ne moš iti več, tako je. Oni so to za našimi hrbti nas razdelili tako, da so dajali te, kaj so že, klevete, torej o človeku govoriš nekaj, kar ni res, ne, oziroma to je tudi trač, ne, in trač, pazi, je mešanca primitivnega uma in zlobnega jezika. Ja, to so trači. Ne padejte na trača, so zelo zanimivi, ne, kaj je rekel, kaj je tam, pusti tudi kaj me briga, ne. Meni tudi doskrat če okej razlagati, pa ker ne pokažem zanimanja in je tako, kako te to ne zanima. Pač me ne. Mogoče še ta mi je tudi dobra, ko dvigneš svoje standarde, takrat prevaranti sami odpadejo, ne? Se pravi, nizko vibrirajoči ljudje odpadejo sami, kadar začneš sam vibrirati visoko. Vibrirati visoko pomeni, da si postaviš malo višje standarde v kontekstu primerjava, ni tako dobrega kruha za kupiti, kakor ga jaz sam sebi naredim. Pa podobno je tudi s kislim fižolom. Pa še s čem. Skratka, dvignite standarde, ne kupite vsake leži, ne kupite vsake flancarije, pa je super, zabavno, ni zabavno, ker je bedarija. Ne, bedarije so bedarije in ne rabite vi tega. Vsi pravi ljudje želimo smeha in zabave, ne? Primitivci pa z bedarije delajo kao neki ful super joke, veš. Tale mi je zelo dobra. Transhumanizem so nam probali vcepiti, ne? Transhumanizem, oni so humanega human being, torej človeka, želeli obrniti transformirati v nekaj drugega. In se mi zdi ful dobra besedna igra, stran humanizem, ne? Oni so v bistvu, zmeri so imeli kaj kontra. Tako da stran s humanizmom je bila njihova osnovna ideja in so šli s tem genocidom tako naprej, niti skrivali se niso več, kaj počnejo in se ne skrivajo več. Dobro, zdaj so začeli sklanjati glave, ker vidijo, da nekaj navalja, ne? Počasi lezejo nazaj, ampak krenili pa so, bom rekel, v času korone, na vse fronte in se niso sploh več skrivali. To je tak kar dober pokazatelj. Pa še bomo šli, še se bodo oni opacali, nič hudega. Da smo mi pravi ljudje, a ne,
oziroma pravi ljudje imamo neki intuitivni kjer rečemo po intuiciji nekaj vemo, kaj želimo, kaj hočemo, kaj je prav, kdaj je nekomu treba dati roko in tako, zakaj je neko stvar smiselno narediti, ne dajemo na vago. Nam se zdi smiselno narediti. Marsikdo mi je rekel, Maturčič, kaj ti greš, kako boš ti zdaj te videe, pa to, pa kaj ti misliš, da s tem kruhom, pa to. In jaz sem intuitivno sledil sam sebi, intuitivno vedel, da delam prav, racionalno pa to ni bilo, tudi za mene. Torej, izklopil sem svoj racionalni in dal večjo težo intuitivnemu umu. In intuicija spada v kategorijo Boga, racionalno pa spada v kategorijo sužnja. Tako da dajte mičkeno o teh stvareh pokontemplirati, da boste večkrat naredili stvari, ki jih delate radi na osnovi intuicije, pa ne sprašujte se točno zakaj, ampak naredite stvari, ki jih delate radi. That's it. Ni tle strašne filozofije. To je to. Imam tle še neke stvari, ki jih bom zapakiral v neko drugo seanso. To je to. Pa končajmo z racionalnim in intuitivnim umom. Dajte intuitivni biti, bolj kot racionalni. Ja? Imate imate srce, dajte te stvari upoštevati in se poslušati. Prav? Želim vam prečudovit, kaj pa je danes? Četrtek, ne? Joj, še malo pa bo petek, ne? Imejte se prečudovito. Čau, čau.